A lahko nehaš tako grdo zvečati? No, fotor, da ne težno. Hčerka moja, kdaj mi boš predstavila svojega novega fanta? O, fotor, to sem pa že obupala. Kankoli nisi zadovoljen? Ne govor neumnosti, moja princeska si vendarle zaslužila najboljše. Lej, Matej, Igor, Žan, Žak, Samo, Aleksandar, Janez, Bor, Nejc, Miha, amben ni bil dosti dober zate. Ja. Pa sem ti predstavila še Natašo, pa tudi takrat nisi bil zadovoljen. Recimo temu, da sem jaz mečken bolj konzervativen, a ne? Mal? Ja, veš, hčerka moja, mene zanima samo, a je tvoj novi fant uglajen moški, a ne? Samo to me zanima v bistvu. Ja, oče zelo ugledan je, ima zelo dobro službo, ne pije, ne kadi, ima tudi zelo prijazno ženo, pa 2 lepo vzgojena otroka. Ja, drage gledalke, dragi gledalci, kakšen vpliv pa imajo vaši starši na izbiro partnerjev? Ja, sodelujte s svojim mnenjem in komentarjem v naši jutranji žajfnici že čez nekaj trenutkov. V današnji žajfnici, kot ste slišali, ima vas Davidom zanimivo temo in sicer naju zanima, ali so starši vplivali na izbiro vašega partnerja. S kom se bolj poistovetite, z mojimi ali Davidovimi argumenti oziroma na splošno, kaj menite, so vplivali starši na vašo izbiro, da ali ne. 041 300 007, torej besedica da ali ne. Lahko glasujete, da vidimo tudi, kakšno je mnenje na to temo. Seveda pa čakamo tudi vaše klice. Ja, 01475 20 20 in 01475 20 21 sta naši telefonski številki in pa seveda ne smemo pozabiti tudi na to, da smo na Facebooku že odprli to tematiko in da že kar pridno se postavljate na stran Špele ali pa mene, kar se te tematike tiče, ki je širša, kot bi si človek za začetek mislil. Pa deva najprej pozdraviti naše goste. Maja Martina Merljak. Dobro jutro. Dobro jutro. Z nami je tudi Alja Fabjan. Ja. Dobro jutro. Boš pa ti fanka. Jaz bom pa moškega kako zelo si želi. Zdaj pa vzmimo si trenutek. Jan Bučar je tudi z nami. Živijo, dobro jutro. Živijo, lep pozdrav. Že dober dan bi lahko rekli, glede na uro, ne? Ja. Skratka, ena taka zanimiva debata, verjamem, da se vsak v življenju kdaj soočal s tem. Ne bova zdaj rekla, da so imeli starši vpliv, lahko pa so mogoče, ne vem, poskušali vplivati. Je mama kdaj rekla, joj, Jan, ta punca pa ni najboljša zate, ali pa ni najboljša izbira. Veš, od sosedove, ta Špela je pa... A boš še malo razmislil? Ne, pri meni moram reči, da nikoli ni direkt rekla. Po vikih pa. Ne, je pa res, da podzavestno, potem kasneje, ko ugotavljaš za nazaj, vidiš seveda, da je bil vpliv. Jasno. Ne zdaj, da bi kdo kakorkoli skušal vplivati, ali pa sploh ne. Pri meni je bila mama vedno zadovoljna. Z izbiro. Ja. Ampak potem, ko nekako gledaš za nazaj na kakšno preteklo vezo, vidiš, da sem jaz nekako verjetno podzavestno, to bo gospodična vedela več povedati o tem, da sem skušal nekako na nek način ugajati ali pa na nek način, da je seveda bil... Da je bil nek vzorc. Da je bil nek vzorc, zagotov. Ja, seveda. Maja, pri tebi? Ne, tudi v bistvu ne. Je pa res, zdaj, ko si rekel, se tudi spomnim za nazaj, da mogoče sem čutila spet neke, ne direktne, ampak medvrstične neke občutke, ali je mogoče kakšna izbira ta prava ali ne. Imam pa srečo, da pač ja, partner, s katerim sem, ga imajo moji starši zelo, zelo radi in tudi on. Se pravi, je ta žegen, na nek način je pomemben. Ma ne vem, čisto iskreno, po moje, če ne bi odobravali, jaz mislim, da, ma ne vem, mogoče podzavestno bi vplivali, verjetno ja, verjetno podzavestno bi, ja, mogoče bi. Ja, mislim, sigurno je več težav, če starši ne odobravajo in če imamo starši dober odnos. Potem si želimo nekako, da bi se vsi skupaj vsaj za silo razumeli. Je pa res, zdaj nekateri starši probajo vplivati direktno,
Tam se otrok tudi ima potem več možnosti, da se upre, ker ta vpliv je jasen in se potem lažje tudi zoperstavi. Te nedirektni vplivi, ne, so pa pol tisto bolj subtilno, kakšna pripomba, kakšen pogled, kakšna tudi neverbalna kritika, ki jo potem otrok, že odrasel otrok, zazna. In tukaj je večja nevarnost, tudi da se kaj spregleda ali pa kaj nezavednega, da se prenese. Jasno pa, zdaj, največji vpliv pa je zgled staršev. Se pravi, kar Ampak mi vseeno, gledamo, recimo, če nekdo ni najbolj samozavesten, ga lahko tudi kakšna neumestna pripomba staršev spravi kakšnim pomislekom, ne, joj, kaj pa če ta fant res ni primeren zame, tako, ker je oče mimogrede neki na vrgu, ne. Lahko hitro te spravi v tak Še nezavidljiv nikoli ni položaj, sam ne. Ola zamenil. Ali pa vitrek shod, ne vem, na črpalko menjati, pa ga ne doma. Ja. recimo. Bi mu dal izvijačo roko, pa naj A to straniš na sebi školko govoriš, poprav, ne? David? Ne, za prijatelju, vreme se je pa kar naredil. Ni drugačne. Zdaj recimo, v bistvu, to je taka tema, o kateri jaz nikoli nisem pravzaprav sploh razmišljala. Zdaj, ko sem pa sama mama, ne? Ja. In ko ste nekako odprli to temo, je pa tako, ja, tudi meni ne bi bilo, absolutno mi ne bi bilo vsem, če bi videla, da ni primerna partnerica, enostavno, da ni, partner, ne. ja. To je v bistvu težko si predstavljam, da bi znala kar stopiti čisto ob stran in tam tudi dejansko obstati tiho in lepo potrpeti, da ta norost mine, sploh če ne bi minila, ne. Kaj To je pa lahko, ful dobra Alja, narediš izkušnja. kot starš, recimo, če vidiš, da si otrok res ni izbral primernega partnera, ne? Recimo, ne vem, hčerka privleče kakšnega fanta, ki nima niti končane srednje šole, se po možnosti, ne vem, celca žura, se drogira, karkoli, ne? Kako zdaj, ne, to je pa treba pol nekako besediti, ne? Se je težko sprenevedati pa reči, si bo ona sama zbrala. Ali tudi takrat se zadržati, ne vem. mislim, absolutno, jaz mislim, da je nemogoče stati ob strani in samo gledati, če vidiš, da se otroku dogaja nekaj, kar je lahko za njega nevarno, da si, ne vem, zares uničuje življenje, pol tudi, oziroma mu ga partner. Tako da, mislim, najboljše je zbrati nek pravi trenutek in neke primerne besede. Ki pa so? Ja. Bom vedela. Težko reči. Mislim, dobro je govoriti o sebi, ne? Ne, Aha, ja, ti ja. bi moral to pa to zamenjati, ti bi moral takega partnerja najti, ampak Pa smo mogoče spet pri zgledu, jaz se ne. bojim, jaz mislim. No, sem špela, veš, to tudi ne smemo tako pospraševati. Niso vsi, ki nimajo končane srednje šole, pa se drugirajo slabi ljudi. Dobro, res se zdaj so malo posmešeno rekla, no, ampak jaz ne vem, če bi si ti želel, da bi imel tvoj sin hčerko, ki bi, ne vem, se zapijala, recimo, pa bila slab zgled, ne, njemu. Ga povlekla v Imaš prav. svet alkoholizma. Recimo, ne? Mene pa bolj zanima, veš, kdaj začnemo, ko si ti rekla zdaj, ko imamo otroke, kdaj začnemo starši se družiti s tistimi starši, ki imajo nekoga, ki bi lahko bil primeren za naše otroke. Veš, v vsaki fazi smo mi imeli nekoga, ki smo se hodili k njemu igrati, ja, koliko imajo fletno punčko tamle, a veš, ali pa, a ni bilo nekje tako... Mislim, da v Sloveniji teh dogovorenih porok ni, no, ampak... A misliš, da ni? Ne, a vi tudi mislite, da ni? Da res ni kaj vsake toliko časa naštima? Nič 1, 4, 7, 5, 20, 20, nič 1, 4, 7, 5, 20, 21. Ne bi tako naivna, no. No, mislim, lej, če je nekdo pri 40, 45 še vedno doma, ne, in nekako nič ne kaže, da se bo kaj zgodilo, no, Madonca, Pol si- pa kaj narediš, ne, a ne, pa že rečeš, tak, Za igralne urice se zmenaš s sosedovimi, a ne? Jaz sicer nisem starš, ne, ampak bi bila ena zanimiva iztočnica mogoče, da bi morali tudi sebe vprašati, ne, ko otrok pač pripelje potencialnega partnerja domov, ne, pa nam ni pogodu, ne, recimo, zakaj si ravno tacga zbral? Ne? Mislim, kako je naša vzgoja vplivala na to, da se je tacga zbral, ne? Jaz mislim, da tudi vprašanje, kdaj, ful dobro, ja. Zdaj, če je Verjetno tudi kdaj, ja. enkrat otrok odrasel, mislim, kad dejansko otrok odrasel, si že zbere verjetno nekaj drugega, kot kar prej, ko je, ne vem, 18, 19, 20 in tako naprej, Ja, ne? zagotovo. Ali pa še prej. Zagotovo. A ne? Tako da vse te neke... Jaz spomnim svojih začetkov. Meni je bilo pri 18 sam pomemben, da ima usnjeno jakno. Ker sem jaz pač rok poslušal in je bilo najbolj važno, da ima usnjeno jakno in to je bilo to. A pa je mama ali pa oče tak, da je tako dvignila v brv, ko si pripeljal punco domov, pa v redu je Jano. Ne, Ali jaz sem... niste bila nikoli kakšna pokazala, preverjanja? tudi če se Ja. nista strinjala? Jaz izhajam iz zelo liberalne družine, tako da ne, ni bilo nikoli tega posrednega vpliva, ne, v tem smislu.
vedno je bilo vedno je bila dobrodošla, vedno je bilo... Sem se pa sebe pod tem zalotil, seveda, da sem jaz videl, da sem nekako skušal ugajati staršem. Podzavestno. Ja, zagotovo. Ni mama recimo rekla, zdaj pa prid malo v kuhno, pa da vidimo. Nikoli ni bilo. Ne, nikoli ni bilo. Vedno mi je pustila pravzaprav prosto pot, da si jaz sam zberem. Kar naj tudi starši tako bi vedno ravnali, ne? Ja, lepo slišati za take primere, ker dostikrat pride do tega, da imajo starši v glavi en scenarij, kaj naj bi otrok postal, kakšen naj bi bil, kaj naj bi delal in tudi kakšnega partnerja naj bi se zbral. To je nevarno, ne? Največkrat to kaže na to, da mogoče s svojim življenjem niso ravno najbolj zadovoljni in pol poskušajo živeti skozi otroka. In potem, pol so ta pretirana usmerjanja in otrok v bistvu konec koncev ne živi svojega življenja, ampak živi življenje, ki so ga napisali zanj starši. In mogoče tudi neizražene ambicije staršev potem pridejo bolj do izraza, ne? Tudi pri kakšnih partnerjih, ne? Ampak dajva slišati, kaj pravijo naši gledalci. Ali ste imeli takšno izkušnjo, ali ste tudi vi starš, pa ste vplivali na svojega otroka, ali ste želeli vplivati? Lepo dobro jutro. Dober dan, poslušalka z Gorenjske. Imate lepo vse pozdravljam, imate res ful dobro oddajo, poslušam, gledam zmeraj. Hvala. Ampak danes pa kar ne morem, da... Zato, ker je bilo včas to, mislim, sicer meni niso nič, pa je že tudi dolg nazaj starši nič nasprotovali nič. Ampak to je bilo včasih pa samo gledali, kaj ima, kaj bo ta mlada prinesla v baj, kaj to, kaj un. Danes je to čisto drugačno, sam vendar tudi če nasprotujejo. Jaz tega sploh ne vem, no. Se pravi, niste svojim otrokom nikoli sugerirali na izbiro partnerja? No, mislim, malo sem že tako, no, sam nisem, ni govora, da tako. Ker pač tudi sama nisem, da bi gledala, da je na to, kaj bo mu, kaj to, kaj, ampak važen gledaš ti, da je kako on zgleda, kako je to kašen, važen je pa srce, pa notranjost, pa to. Kako se Pa ne moreš, da je ti, mislim, da tem mladem, kaj je s tem, da bomo, da je ta pa ni zate, ta pa ni, ampak no, pač malo mu svetuješ ali pa to, ampak da bi pa to pa ne tako, so včasih imeli, pa so že kar sploh ni vedel kdo, ali pa ta mlada vedela, kako pa so kar pregnali tam mladega k bajti, a pa ti všeč, a ne važen, da ima velik grunt, pa da je to. To je bilo včasih in to je bilo to kmem, da... Na srečo danes drugače, ja. Hvala za klic. To tako, no, ampak, glej, imate ful dobro temo, no, ampak ker ne moram, da je to zmeraj gledam vas. Ja, lepo. Bote tako naprej še pa take oddaje, ste res super. Lep pozdrav vsem. Sva vesela, da ste poklicali in nam dali eno istočnico. Ja, a je kdaj bil pomemben, veš, pedigre? Vem, da včasih v preteklosti, tako kot je gospa omenila, se je gledal, kakšna bo dota, ali pa recimo, ne vem, koliko zemlje ima, koliko glav živine. A zna dober kramp vihtet, ali tako, ja, takšne stvari, je opravilno sposoben. Zdaj v modernih časih verjetno to ali počasi malo opada, ne? Je boljš, kako dobro zna programirati. Meni se zdi, da gre pa mogoče malo nazaj, če je bilo sploh kakšno obdobje, ko tega ni bilo. Mislim, da starši še vedno, z nekimi dobrimi nameni, ampak vemo, kam nas lahko dobri nameni pripeljejo tudi, še vedno se gleda. Sploh mogoče v družinah, kjer so tudi starši dobro situirani, jih bo kar nekaj gledali po strani, pol mogoče otroka ali pa partnerja, če pa on ne prihaja z take družine. Mislim, da je tega kar še vedno. Še vedno veliko, ne? Samo mogoče bolj podtalno prikrito. Včasih je se to vedel, ne? To se pa ne boš poročil, zdaj pa poskušajo na drugačne načine, ne? Samo mislim, gre tukaj za skrb, ne? Mislim, vse nekako največja skrb kot starš je, ali bo tvoj otrok, ali bo dejansko sposoben preživeti, ko ga daš enkrat v svet, ne? In če je nekako sam zadolžen za preživetje družine, je težko. Mislim, to jaz lahko se poistovetim s temi starši. Se pravi, dobri nameni, ne? Tako z dobrimi nameni. Jaz mislim, da so definitivno dobri nameni. Po en stran si moramo priznati, da kakor ima vpliv na nas okolje, ima seveda tudi primarna družina absoluten vpliv na nas. In če ti odraščaš, recimo ob, ne vem, kaj pa vem, taki pa taki družini, potem si
absolutno greš zbirati tacga in tacga partnerja, ki je neko zrcalo tvoje družine. Mislim, na nek način vsaj en del tebe gre to delati, ne? Direktno, ne vem. Ja, podzavestno. Dajmo še eno telefonsko dajmo še klic, telefonski klic. slišati vaše mnenje, gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro, dober dan. Brane po telefonu. Brane, Povejte, Brane. Ja, to ste izbrali zelo težko temo, ne? Težko. To je dansko, ne vem, če ste se zavedali, kaj ste se spustili. Mislim, niste definirali, kje območja so, ali se to pogovori na splošno, ali se to govori za slovenski narod, ali se to na svetovnem merilu dela, ne? Ker zgodovina je različna. Nekateri starši še danes, ne, zelo pazijo, komu kakšnega otroka dajo, pa ga že prej izberajo, ne? To na srečo v Sloveniji ni. Drugače pa jaz, to je zelo težko reči, zato ker recimo, če se ne posvečaš te temi že na začetku, lahko potem narediš veliko težav v otroku in ga gledaš skozi neko prizmo. To je zelo težko. Mene gre z glave, kako je tista punca prišla s tistim fantu zdaj, ker si je odrezala roko. Ne? In kako boš to vplival kot na starš? Ne? Drugje gledaš pa kaj se in kaj, na materialno korist, na sočutje. Jaz mislim, da enostavno že na začetku poti moraš gledati na človeka, ne pa komu ga boš dal kaj tazga, in če se človek vzgaja v eni plemeniti družini, v enem krasnem okolju, potem ga lahko spustiš svobodno in on bo si kakor se zmeri pristal na dobro tla, zato ker bo bil zelo spreten in kvaliteten, bo tudi gledal na prijatelje, na vse mogoče. Če pa je človek zgubljen, pa ne vem kaj, zaide nekamo neke droge, te stvari, potem kakšnega profesorja kdo ne bo privlekel domov, ne moški, ne ženska, ne. To je zelo kompleksna zadeva. Ne vem, če ste se zavedali, kam ste se spustili. No, lep dan, vsekakor. Hvala za mnenje, Brane, lep dan. Dobra iztočnica, nekaj dobrih iztočnic, ampak gremo pogledati najprej rezultate. Da vidimo, kam merite gledalci. 50-50 za naše. Hitra pauza in smo nazaj. Življenje, lahko noč negativa, kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje. Dobro jutro, veselje, lahko noč slabe misli, generacija poje nosi nastale ritev. Jutranji plesni vložki. V tem trenutku smo zgubili še tiste 3 gledalce, ki nas dejansko gledajo, tako da... Ampak ste tako dobro izvedla te baletne skoke, prav tako sinhrono sta bila usklajena. Sploh nisi videla. A nisem, meni se zdelo dobro. Čakaj, me že kličejo iz Opera Balet Ljubljana. Ta trenutek je žal, bom Ampak kasneje mi smo še poklical. vedno pri naši temi, so starši vplivali na izbiro vašega partnerja, to se sprašujemo danes. Pa me zanima, ali včasih se pa pogovarjamo o tem, da mi, spet smo malo pri podzavesti, da včasih izberemo partnerja, ki ima nekatere vzorce naših staršev in da izberemo tudi partnerje, ki ima ravno tiste vzorce, ki nam niso všeč pri naših starših in nas potem to skozi partnerja to malo predelamo. Zakaj tako? Zakaj si potem ravno tisto izberemo, kar nam, recimo, ne vem, na očetu ni všeč? Ja, to je to, ko rečemo, ne? Vsaka punčka se poroči s svojim očetom in vsak fant svojo mamo, ne? To je večkrat tako hec, ampak je pa Včasih res. Temu, ne? Zdaj mi celo življenje iščemo nekaj podobno vzdušje, podobno čustveno situacijo, v kateri smo živeli v našem otroštvu. Se pravi, večina od nas se potem znajde v partnerstvu, kjer se počuti precej podobno, kot se je počutila v svojem otroštvu. Zdaj, lahko nas partner pol spominja bolj na mamo, bolj na očeta, to ni zdaj ravno ne po spolu, ampak neko splošno vzdušje, bom pa rekla, pa je velikrat zelo podobno. Jaz bi se pa s tem kar strinjala. Zdaj, ko je rekla, se mi zdi, da jaz sem si na nek način izbrala partnerja, ki ima podobne kvalitete kot moj tati, to je neko toplino, varen pristan, ko se temu reče, da se lahko nasloniš na njega. Opora. Tako. Se pravi, da si iskala te njegove značilnosti. Mislim, zdaj sem razmišljala, ampak sigurno, je neka
nekaj je podobnega. Povezave. Ja, neka povezava je. Ja, jaz bom še enkrat odprl naši telefonski liniji, nič 1475 20 20 in nič 1475 20 21. Bomo veseli vaših klicev in potem pogledamo še na hitro na Facebook tekom današnje oddaje, kjer imamo tudi odprto debato. A se vam zdi, da so starši tisti, ki na nek način odločajo, tudi zdaj, ko govorimo podzavestno, ali je to povsem neka brezvezna debata. Jana, ti si imel kakšne... O tem, kaj sem jaz zavzel malo kasneje. Jana, ti imaš kakšne te bucket list, ne, se pravijo Američani, se pravi spisek kvalitet, ki jih rabiš imeti pri svoji partnerici, bodoči ženi, ki malo tudi namigujejo na to, kar je Maja prej rekla, se pravi, da iščemo nekaj, kar smo vajeni od doma. Ne bi rekel, da imam prav nek seznam lastnosti. Se pravi, dobra sarma, redoljubna. To zagotovo ne škod. To so pluski, ne? To so samo plusi. Ne, jaz se moram predvsem s partnerko povezati. Če jaz čutim povezanost, potem in seveda na večjih področjih je ta povezanost jasno boljše, potem je to to. Potem so to zelo trdni temelji za nek resen odnos. Tudi če ugotoviš, da recimo ne kuha, da ne mara športa, kakšnih skupnih aktivnosti. Nima srednje šole in se drogira. Je drug način. Da nima srednje šole in se drogira. To se zdaj zelo boleho vrne. Ne, gremo malo v ekstreme, ampak ne, nimam neke, ni nujno, da zna kuhati ali ne zna kuhati, športa, ne športa. Drugi nivoji povezave, ne, so tudi pomembni. Moram se povezati. In ko se enkrat povežem, je lahko skupaj kuhava, lahko pa greva ven jesti. Samo ponavadi se povežeš pa glih na podlagi nekih skupnih interesov, pa stvari, skupnih interesov, tako da to ima verjetno vse ima nek pomen, po moje. Skupni interesi zagotovo, ne? Zdaj samo, koliko so pomembni skupni interesi, pa koliko včasih res starši vplivajo, ko tako prikrito kaj povejo. Ne vem, David, ti si zavzel stališče, da so starši vplivali na izbiro tvojega partnerja. To sem izvedel malček pred oddajo. Podzavestno zagotovo, to priznam, podzavestno zagotovo, zato ker mislim, da neki vzorci, ki jih imaš v družini, zdaj težko bi in kulturno in nekaj, kar si tako čustveno, če si recimo odnos, ki ga imamo mi v družini, če ne bi bil tako čustven, recimo, kot ga imajo tudi mi v Zajdo, zelo težko bi živel z nekom, ki mi recimo čustev ne bi vračal na ta način. Ker sem pač tega od doma vajen in veš, kaj mislim. Ampak ni pa tako, da bi pa zdaj moj oče in mama na eno božično večerjo pripeljala Ajdo in rekla, tole je pa punca, ki so jo namenila zate. Je bilo vseeno izbira tvoja, ne? Ja, izbira moja, ampak ta žegan in to, da se recimo ona zelo dobro zastopi z mojimi in da se jaz zelo dobro zastopam z njenimi, je zagotovo olajša. To je, brez tega si ne predstavljam, še posebej zdaj, ko imamo otroke, pa vsakič kdo nekaj vskoč, pa kaj je treba kaj pomagati. Tako da hvala, ja. Če kdaj doma ne rečem. Dajmo slišati še eno mnenje naših gledalcev. So pa starši vplivali na izbiro vašega partnerja? Kaj pravite vi? Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Stanje pri telefonu. Jaz sem pa en komentar oziroma svoje mišljenje, ne? Imam 3 punce, ena je stara 20 let, ima že fanta že 4 leta, ta srednja je stara 10 in ta Micena bo zelo 3, ne? In moje mišljenje je, jaz sem ful čustven človek, ne? In mi je ful pomeni, koliko se, rečemo zdaj, ker že ta velika ima fanta, ne? Koliko se ona počuti, ne? In rečemo, kadarkoli ste se ona dva, ne vem, sprla, pa to, meni je bilo vedno ful hudo, pa sem si rekla, da ne, zato ker je pač ona tista, ki živi z njima, ne? In jaz mislim, da bom isto pri srednji in pri ta majhne, ne? Vse mogoče nimam čist prav, da sem res tist, pa jaz jokam, rečemo, če ona joka, ampak ne vem, jaz včasih se vprašam, ali delam prav, ali ne delam prav, ampak všeč mi pa je, da mi zaupa, ne? Ne vem, da reče, ne vem, kadarkoli se sprejeta ali pa karkoli. Ne bi pa vplivala na to, da mora imeti pa točno tega le Štefana, pa ne tega Jožeta, zato ker on ima ne vem kaj,
tudi pa nima. Jaz sem pravim, da bi jo nekdo spoštoval, da bi jo imel rad, kakršna je, ne zdaj tista, ima srednjo šolo ali nima, dobro se jo ima, no. Ampak tako, To je važno. A se drogera? Ne, se ne. To je tudi v redu, evo. Vsi špeljini pogoji so zadoščeni. Ne, spela se je hecala, Ja. sigurno, ampak je dala pač tak primerjavo. Ampak res pa je grozno, ne, da nekateri starši prav vplivajo na to. Poznam pač določene ljudi, ker prav vplivajo, pa tega pa ne boš imela, ker ne vem, nimajo tega pa tega. Ne. Sama sem še tu zelo mlada, ne. In meni nikoli nobeden zbiral partnerja, no, hvala Bogu, da ne. Ampak včasih živela sem pa staro mamo in mi je rekla, pač enega mojega prvega fanta, reka, ta je pa ful v redu. Ampak smo šla pa na razen in pol na koncu, ko pomislim, ja, se je res bil v redu, zakaj sem zdaj prekinila. Pa tako, pač, včasih imajo starejši pač pravo, ne, ampak dobro, pač življenje teče naprej. Dobro, saj lahko je pa nekdo v enem trenutku ful v redu, ima vse karakteristike, po katerih bi lahko bil tvoj Pa partner, mogoče čez pa ne 10 let ne klikne, več, ne? pa ni Ja. kemije. Saj to ni pogoj, da je nekdo zelo v redu. Ja, hvala za vaše mnenje. Ja. Ja, ob tem, ko sem to poslušala, se mi je prav utrnilo, da Si se spomnila Kako? trenutka, ko je oče rekel, tega mi pa ne voz več domov? ja, on je kar jasno dal vedeti, koga ne pripeljem domov. Ja. In to drogiranje je bilo sigurno na vrhu spiska. In srednja Tukaj se mi zdi, šola. nima nobene tolerance. Ne? Smo slišali. Ampak ne, na to sem pomislila, ne, da recimo, ko mame poslušamo hčerke, ki se skrega z fantom, pa ima kakšne težave. Ne? In takrat se mora verjetno mama zadržati, da če hčerka že ta 16. joka, ker jo je na isti način prizadel, ne? Pa spet ni prav, da mama reče, ja veš, mogoče pa on res ni najbolj zate, ne? To mora sama do tega pridati. Ne? Tukaj se morajo mame zelo zadržati, da mogoče preveč ne komentirajo. Ne vem, Maja, si za štim poistovetla? Ja, zato, ker sem zadnjič doživela eno tako senzacijo, da sem gledala ta starejšega sina in sem prav pomislila na to, enkrat ga bo ena punca prizadela, ker pač mimo tega ne gre. vsak človek pač ne moreš iti, ne. In sem doživela tako jezo, že zdaj sem bila jezna na to punco, ki ga bo prizadela, pa čeprav ne vem, nekera bo ne nič, ne. Ampak ja, to je taka bolečina. Jaz že zdaj vem, da bom čutila eno tako prizadetost jaz sama. Ampak takrat se moramo pol mame Ja, zadržati, ja. verjete, ne? Ali ja ni prav, da Ali komentiramo, morajo ne? vskočiti? Ali Ja, mislim, težko se je zadržati, ne? Včasih verjetno ne mogoče. Jaz mislim, da če imamo nek dober stik z otrokom, smo povezani, otrok itak ve, kaj mi menimo o partnerju, pa tako mogoče brez, da bi sploh poudarjali ali pa rekli, ne, se to občuti. Ampak a je na nas starših, da recimo v enem trenutku, ko gre čez, pokličemo tega partnerja, pa rečemo, ok, to pa ni bilo ok. A veš, a se lahko toliko mešamo? Zelo odvisno od situacije. Zdaj jaz mislim, če je nekdo ogrožen, ne, potem mogoče mislim, je nujno, da se vmešamo, da mogoče kdaj preprečimo najhujše. Jasno, drug ekstrem pa starši, ki se pomešajo čisto vse, ne. Ampak tam so tudi druge stvari narobe. Ponavadi ni partnerstvo tisto prvo področje, kjer bi se starši začeli vmešavati, ampak tudi nasplošno probajo nadzirati otrokovo življenje od zelo majhnega naprej. Ja, jaz, Maja, upam, da se boš zadržala, ker mene je v osnovni šoli klicala mama od enega fanta, da zakaj sem jaz pustila njenega sina in je bilo kar hudo. Tega ne bom naredila, tega zikr ne bom naredila, sem vedno pojokala. Sem bila kregana po telefonu. Zanimiva izkušnja. Se pravi, to je bilo v srednji šoli. Ne, v osnovni. V osnovni. Ja. Se pravi, še nima To so mi še srednje tiste, šole. ne, mladosti ljubezni. Kaj si rekel? Upam. Še nima srednje šole. Ne, glih zato je ni naredil. Dajmo na hitro še en telefonski klic. Dobro jutro, dober dan. Dobar dan. Ja, kar povejte. Ja, Monja iz Štajerskega konca. Meni se pa zdi, da vse skupaj ste zgrešili eno bistvo, ki se gre z odnosom z otrok starš. In sicer mi otroka naredimo, ga rodimo v te svet in vsaj moj pogled je, da mu moramo pokazati vse, kar je na tem svetu raziskovati, doživljati z njim, ampak otrok je nam samo na sposojo in ni naša last. In zato je tudi moj pogled, da ne smemo nekomu določati partnerja, ne spolne usmerjenosti in predvsem ne gledati
od našega otroka, kot da že brani vozi, ker Slovenija je malo večja voz. On bo šel naprej, upajmo, potoval v svet, spoznal partnerje in nam jih kasneje, če bo hotel, pokazal. Če ga bo kdo prizadel, ja, vsakega od nas je nekdo prizadel, nismo se iz tega učili, rosli, spoznavali druge partnerje. Mi ne moramo se bojevati njihovih bitk. In pač ni otrok naša last. Mi smo tu za njega, da mu pokažemo njegove korenine, on pa mora rasti kot neko drevo, neko, s katerega mi nadzirali, ker s tem se mi zdi samo, da lahko otroka odžene že beg od sebe, namesto da je bil s tabo pa rasel in ga spoznaš kot otroka, kot najstnika, kot odraslega človeka, kot očeta svojih otrok, ne pa kot, ne vem, nadzirati nekoga, če bo imel partnerja, ki ima srednjo šolo ali pa tako naprej, ne? Ja, hvala za mnenje. Dajmo pogledati še zadnje rezultate. So starši vplivali na izbiro vašega partnerja? Da ali ne? Kaj pravijo? Aha, ne, je večinski odgovor. Ampak ni tako velika razlika, kot sem bi si vesela, da je človek tak mislil. rezultat. Ja, jaz sem pričakoval malo večjega zaneska. Malo večjo razliko, ne? Dajmo en čist kratek predah in smo takoj nazaj. Ja, poglejmo še na naš Facebook, kjer dobite poleg nagradnih iger, receptov od kuhanja, tudi recimo možnost, da komentirate oziroma da se vključite v debato. Benjamin pravi, da izbire partnerja, partnerke strani družinskih članov je veliko več, kot si lahko zamišljamo, tudi v Sloveniji. Tatjana pravi, da vzorci so, ker ti je znano, kaj je pomembno, pa da se morajo starši sprijazniti, kaj si otrok izbere. In pa da, ja, ena huda debata se je potem razpletela, kaj se dogaja na otoku Bunga Bunga, kjer je tradicija zdaj tisočletja, da drug drugega ne poznajo, ko jim izberejo partnerje. Ampak morda to že malo predaleč od nas. Gremo nazaj na debato in sicer, ja, končali smo... So starši vplivali na izbiro vašega partnerja? Jan, prej so nas prehiteli v glasi, si želel nekaj dodati, še naprej še komentar. Hotel sem se navezati na gospo, ki je klicala, in sicer, da verjetno si res vsak od nas izbere v določenem obdobju točno tazga partnerja, kot ga tisti trenutek rab. Ni nujno, seveda, da potem to lahko, ne vem, čez nekaj časa vidimo, da smo popolnoma zgrešili, ampak jaz verjamem to, da si izbereš točno tisto, kar tisti trenutek rabiš. Sam to potem vodi v konstantno menjavanje partnerjev, ne? Kar je pa spet, mislim... Ne nujno, ne nujno. Ja. No, ja. Ker lahko v nekem trenutku pač rabiš. V nekem trenutku. Je pa res, da si mogoče pri 20-ih izbiramo drugačnega partnerja kot pri 35-ih, ko smo že malo bolj do delovne osebnosti. In mogoče tudi, če bi starši želeli vplivati, nam potem kasneje, ko smo starejši, pa malo bolj do delovne osebnosti, niti ne morejo več toliko doživega, tudi če imajo komentarje, ne? Ja, absolutno. Gospa po telefonu je zelo lepo povedala, ne, otroke imamo na izposojo. Res, jaz vedno pravim, otrok živi nekaj časa znotraj vas, ne, če smo mame, potem zraven nas, nikoli pa namesto nas. In največ, kar lahko naredimo, je res, da probamo z vzgojo, z gledom dati neko toplino, neko, ne, čim več tega lepega otroku, kot je Maja prej rekla, partnerjo spominja na očeta, ampak v tistih pozitivnih lastnostih. Tako da, mogoče čist povzetek vsega skupaj je, vedno bomo v partnerstvu iskali tisto, kar nam je znano. Če nam je znano nasilje, bomo iskali nasilje. Če nam je znano nekaj toplega, lepega, dobro, tako, domače vzdušje iščemo. Kar je žalostno, ne? Včasih bi pričakovali, da recimo omenili ste, ne vem, recimo nasilje, da se otrok doma sooča z nasiljem, da si bo potem zbral nekaj nasprotnega, da bo šel ven iz teh vzorcev. Ampak to ni tako enostavno včasih. Lažje nam je s tistim, kar je znano, čeprav je znano slabo. Vedno nam je cona udobja tisto, kar že poznamo. In izven cone udobja je vedno večji strah kot znotraj tistega. Razumem. In potem takšni otroci mogoče tudi težje prepoznajo, kaj je dober partnerski odnos, če ga doma ne vidijo, ne? Pa smo spet pri zgledih, ne? No, ampak zakaj sta tudi danes Maja, Martina in Jan z nami? Ne kar tako, ampak sta tudi vidva zdaj na eni posebni misiji, lahko tako rečem. Začela sta najbrž s predstavo Ljubezenske prevare, danes sicer o prevarah ne pogovarjamo, ampak so pa tudi odnosi, ne? V ospredju. Je pa muzikal v Špas teatru od petka naprej na rednem sporedu in zdaj premiero sta že imela. Kakšen je bil odziv?
Premjera je bila v Odličen, petek. ja. Ja? Res je, tukaj nisva zato, ker bila neka strokovnjaka za odnose. Odnose. Bila sem presenečena, ker sem bila za to povabljena, ampak res je, predstava pa tudi govori o tem, ne? Govori o In odnosih. zdaj tudi že gledamo fotografije na, Ja. na zaslonih. Tako, govori v bistvu o tem, dejansko o tem, kako princesa, ki jo jaz igram, nima nikakršne možnosti izbire, ne pri partnerju, ne pri ničemer in dejansko se dotaknemo tega vprašanja, kaj dejansko pomeni možnost izbire oziroma odsotnost le-te. Tako da, in jaz tudi, ko sem delala to vlogo, moram reči, da mi je bilo kar težko na momente, ko sem dejansko začutila to uklenjenost in utesnjenost, ko dejansko nimaš možnosti, ko tvoj glas dejansko nič ne pomeni, ko ga nihče ne upošteva in nikomor nič ne pomeni. Tako da Ker je to takšna je bila vloga, ne? Taka je bila vloga, seveda, ampak to v bistvu jaz bi rekla, da kar precej lahko realno sploh mogoče v nekih teh royalty, torej kraljevih družinah in tako naprej, kjer verjetno so ti pritiski še mogoče toliko močnejši. Pa verjetno še marsikaj drugih. Slišala sem komentar, da je predstava kot nek sodobni obuti maček. Ja, Res je, pravzaprav je predelava znane pravljice Obuti mačkon, ampak z popolnoma drugačno rdečo nitjo, z popolnoma drugačnim koncem. Jaz zelo uživam, ker igram negativca. Prav, ti nisi maček. Jaz sem Je maček. Ti si maček. Jaz sem maček, ampak smo popolnoma obrnili lik. On je hudoben, prevarant, goljufivc, dela samo izključno zase in vodo na svoj mlin daje. Nima srednje šole. Nima srednje šole. Nima srednje šole. To se tako cementira, ta srednja šola, ta pogovor. Ampak če gremo nazaj, k srednji temi, se prav dobro, tudi pri vama odnosi in pa ta utesnjenost, da se ne moreš odločiti sam. A ste imeli, ali pri svojem delu, tudi, bom rekla, opravka s kom, ki je to začutil, ne? Da si nekako, da si je zbral partnerja, pa si ga ni zbral sam, da je prevelik vpliv staršev v življenju, no? Se pravi, tudi na drugih področjih, tudi pri izbiri partnerja, ampak tudi druge, da je pred veliko težo te odgovornosti, da starši preveč nalagajo. Kako lahko takrat potem sploh se od tega osvobodimo, tega vpliva? Ja, velikokrat ugotovimo, da v bistvu izbira ni bila naša. Tako za študij, kot za partnerja, kot za otroke, recimo tudi, ne, ko starši imajo neka pričakovanja in potem v terapiji recimo raziščemo vzroke, zakaj zdaj smo se mi za to odločili oziroma se je odločil namesto nas nekdo drug. In težko je za vsakega, ki ugotovi, da to v bistvu sploh ni bila njegova odločitev. Potem pa moramo iti tam naprej. Pa stopiti ven. Stopiti ven iz situacije, videti, kaj pa bi bila tista tvoja odločitev. Če bi, ne, bi reagiral drugače, bi izbral drugače. In potem velikrat, ne, od te odločitve ni potem poti nazaj. Mi ne moramo biti zadovoljni z nečem, kar ni naša izbira. Tako da to velikrat pol pomeni, ko se človek začne tega zavedati, pomeni tudi, če govorimo o partnerstvu, razhod. Ja, jaz priznam, da včasih razmišljam, da sem vesela, da živim v družbi, kjer recimo pri nas niso dovoljene te dogovorjene poroke ali pa da bi recimo lahko bila ena izmed 3 žena in tako naprej. Ne. To se mi zdi kar, kaj pa vem, no? Ampak je tega veliko v sodobnem svetu. Ne. To mogoče samo mi nismo tukaj vajeni, ne. Pač drugačni kulturi. David, si kdaj pomislil, da bi imel 3 žene? Ker ne ve, kaj bi rekel. Špela, mislim, da smo malo zablodili od te teme, ki jo danes dejansko se dotikamo. Res moram priznati, da nisem razmišljal o tem, ampak da se pa strinjam s tabo, da ta zahod, ki naj bi veljal za bolj razvitega, čeprav v marsikaterem pogledu to pač vendarle ni, nam daje to možnost izbire, kar se mi zdi, da je res super. Ker si ne predstavljam, da bi nekega dne prišel domov ali pa iz službe in bi mi oče rekel, glej, tole bo tvoja nevesta, čez 2 meseca imata poroko. Tako. In da potem rečeš ja in greš s tem naprej. Ali pa ti, ne vem, se ti odpovejo na nek način. Ja, si se rodil na pravem koncu sveta. Ja, hvala Bogu in hvala mojim staršem. Ja, zdaj lahko samo zaključimo nekako, da se vsi kot starši trudimo, da ne bomo preveč pustili tega vpliva, da bodo lahko otroci začutili, da se svobodno odločajo in izbirajo. A gre tukaj za preveliko navezanost? A je to ta težava staršev?
Ja, tudi. Predvsem se mi zdi največkrat gre res za to, da probajo starši živeti na mesto otroka, da probajo mogoče svoje napake popraviti skozi otroka. Zdaj pa ti delaj boljše kot jaz, imej ti boljše življenje, če sem že jaz zbrala narobe in pol poskušajo čez to. Zdaj v obdobju pubertete, to je tudi zanimivo, velikokrat pride do tega uporništva, ko potem otroci zanalašč zbirajo nekaj, kar je zelo drugače od tega, kar bi starši želeli. Ampak gre za normalen proces, gre za zaželjeno neko zadevo, ker takrat otrok se zelo borbeno osamosvaja, ima veliko energije za to. Potem pa to, kot ste prej tudi omenila, Špela, to preraste in mogoče pri malo kasnejših letih pa že zbiramo nekaj, kar je bolj tudi požegnano strani staršev. Jaz v srednji šoli nisem bila primerna za nobenega, imela sem 5 bar v laseh, divja na polno, tako da takrat me verjetno nobena mama ne bi imela rada. Ampak kako se je lahko motila glede na barve, ne? Poglejmo še zadnje rezultate. Svojo hčerko oblecite tako, da ne bo zanimiva za nikogar. Pa je v bistvu kontraefekt tega, da mu pripeljete nekoga, ki ga želite. Dajmo pogledati rezultate. Ja, ni več časa, lahko slišimo, kakšni so bili na koncu. 75% vas meni, da ne, kar je spodbudno, da starši ne vplivajo na izbiro vašega partnerja. Upam, da je tudi dejansko v resničnem življenju tako.